Evropa se je odločila, da odgovori na podnebne razmere, podnebne spremembe in to je naš zeleni dogovor. Zeleni dogovor ima svojo ceno in danes vidimo in imamo pred sabo sklad za pravični razvoj. Podpiram, da smo do ljudi pošteni, korektni in da jim pomagamo, ker bodo prišli v stisko. Rešujemo predvsem rudarski sektor, tudi v Sloveniji, iz katere prihajam, še vedno proizvedemo približno eno tretjino električne energije iz premoga oziroma iz lignita, zato je prav, da pomagamo tem regijam. Ne bodo pa te regije edine, ki bodo jim plačale ceno zelenega dogovora, zato je prav, da v luči prihajajočega finančnega okvira zelo konkretno predvidimo tudi ostale potrebe in ukrepe, povezane tako z novo energetsko infrastrukturo, s transformacijo sektorjev, kot je avtomobilski sektor, kakor bo tudi ostali jeklarski sektor in podobno. Prav je, da tudi ne pozabimo na ostale politike, zato pričakujem v okviru sprejemanja večletnega finančnega okvira, da imamo celotno ceno zelenega dogovora na mizi in da najdemo tudi kvalitetne vire za pokritje tega računa.